predstavljati, Ziman. Ziman, tvojega ni predstavljati. A boš ti? Jaz, da nam vsi skupaj. Dobar dan in dobrodošli na novinarski konferenci pred tekmo četrtega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo med Domžalami in Olimpikom iz Marseja, ki bo v četrtek ob 20:45 v ljubljanskih Stožicah. Morda nekaj informacij, predprodaja vstopnic poteka zelo dobro, bližamo se številki 6000, imamo pa še 2 dneva v predprodaji in seveda potem še na dan tekme, tako da v klubu smo optimistični in pričakujemo rekordni obisk na domači tekmi Domžal v zgodovini kluba. Zdaj pa kar k sami tekmi, z menoj sta trener Simon Rožman in napadalec Ivan Firer. Jaz bi prvo kar predal besedo trenerju za pričakovanja pred obračunom z Marsejem. Hvala lepa, lep pozdrav. Jaz ne bi veliko govoril o nasprotniku, razen mogoče kratko par dejstev. Vrednost ekipe 160 milijonov evrov. Zadnjo tekmo so izgubili marca. Evropski velikan v bok, po mojem, najboljšim 20 ekipam v Evropi. Če gremo v neke detalje taktike, boste sami videli hitrost prehoda od vratarja, o kakšni hitrosti govorimo. Tako da jaz dlje od tega ne bi šel. Jaz vem, da bojo moji fanti odigrali eno srečno tekmo. Oni so maksimalno pripravljeni, smo rekel zelo mirni, zavedamo se svojih kvalitet. Jaz predvsem upam polne Stožice, ker mislim, da si fantje zaslužijo vso podporo in bomo rekel veliko spoštovanje vseh nas. Hvala lepa. Še beseda Ivanu Firerju, malce pogled v garderobe, kako fantje pričakujete tekmo. Zdravo, najprej, tako je rekel trener, izreden favorit Olimpik iz Marseja. Mi smo, fantje v garderobi, smo pripravljeni na ta boj, smo sproščeni, igrali bomo po naših najboljših močeh, tako vsako tekmo do zdaj, ko ste tudi sami videli, in obljubljamo, da bomo dali vse od sebe, želimo si pa seveda tudi čim večjo podporo iz tribun, da bi nam dali to veter v jadra in nas dvignili še dodatno. Hvala lepa. Vaše vprašanja? Simon Rožman, mene zanima, ste uspeli v bistvu sploh kaj skriti, pravo? To je skoraj nepomembno proti velikemu klubu, ko ste igrali proti takim zvezdnikom, ampak je kakšna tista taktična zamisel, ki bi lahko prisilila v težave? Glede na kompletnost njihove taktike, nekako smo se odločili, da bomo gledali sebe. Fantje imajo zelo jasno sliko, kakšni želimo biti. Jaz v detajle, rekel, v neke skrivnosti, ki pač bodo, ne bi šel, ne bi jih rad razkril. Sigurno imamo svoje načrte, nekako smo že odigrali to tekmo naprej. Jasno se ve, kaj si želimo na tekmi delati, tako da jaz verjamem, da bo šlo vse, bom rekel, po naših željah. Bo pa, bom rekel, zelo zanimivo, zelo borbeno, zelo disciplinirano iz naše strani, tako da ja, sigurno imamo še kako rezerv. Kak je za kadrov vidim Draber? Je tudi zdaj... Ja, jaz moram reči, da sem zelo vesel, da nekako se je vrnil Jure, da je nekako širok splaval v teh zadnjih 2 treningih, tako da vsi razen Gabra, ki je pod velikim vprašanjem, jutri bomo poskusili narediti en trening, vsi ostali fanti so pa narediti. Kako bodo morali boljši še kot pri Freiburgu, da bo taka tekma ratala proti Marseju, Marsej je vrtno boljši kot Freiburg zadnji. Pozitivni rezultat v Stožicah. Jaz težko rečem v procentih, sigurno, če govorimo samo o nekih vrednostih, je razlike 30-40%, kar se tiče, bom rekel, nasprotnika. Mi je pa nogomet, bom rekel, zanimiva stvar, kjer se tekma začne z nič in jaz mislim, da kvaliteta na igrišču niti približno ne bo takšne razlike, kot je bom rekel, v količini vrednosti igralcev. Tako da jaz mislim, da
smo jih dobro zanalizirali, da smo se dobro pripravili, da imamo mi lastno vsebino, ki je dobra, pripravljena na več stvari, pripravili smo se na detajle in jaz verjamem, da ne bo takšnih razlik, kot pa bi navzven izgledali. Kakšna je popotnica, recimo Ivan, tele zadnje tekme, kakovostno odigrane tekme v Mariboru za to prihajajočo tekmo? Pripravili smo se v najboljši luči, tako bi rekel trener, analizirali jih in težka tekma bo. Maribor je tudi evropska ekipa, igra kvalifikacije za Ligo prvakov in mi bomo igrali po svojem sistemu, tako pač damo vsako tekmo, vse od sebe, njih poznamo in pač rabimo popolno tekmo, tako smo rabili proti Freiburgu, ki smo jo uspeli in upam, da bomo doživeli še enkrat takšno tekmo, kot smo jo takrat. Ivan, kaj za vas kot nogometaša pomeni, ne vem, stopiti na zelenico, na kateri bodo v istem trenutku tudi verjetno Evra, Luis Gustavo, pa je? Pa dobro, to so igralci, ki so dali že veliko skozi v svojih karierah, to so igralci svetovnega kova, ampak ti, ko stopiš na igrišče, je on tako kot ti iz mesa in krvi, postavi se 1 na 1 in pač, če je boljši, bo pač moral to dokazati na igrišču. Vemo, da denar ne igra neke vloge, tako da igramo 11 na 11 in bomo videli, kdo bo močnejši, tisti bo pač zmagovalec tega kroga. Za trenerja, veliko smo govorili zdaj o tej energiji, o utrujenosti, ste prišli na teh nekaj zdaj od petka, je stanje tako, ko ste ok? Ja, jaz moram reči, da je stanje fantastično, klima v ekipi, bom rekel, res na vrhunskem nivoju. Zadnja 2 treninga, mislim, da za mene kot trenerja najboljše v življenju. Res neverjetne stvari se nam dogajajo na igrišču, uspeva nam praktično vse. Zadnji, bom rekel, podatki iz Maribora fascinantni, v število pretečenih kilometrov, število šprintov. Mislim, da je bila za, bom rekel, analitike, tisti, ki gledajo tudi evropski nogomet, ta tekma iz statističnega vidika, iz vseh, bom rekel, aspektov. Če bi jo prenesli na štadion z 100.000 ljudmi, mislim, da bi se vsi, bom rekel, klanjali vsebini na igrišču. Se strinjam, ni golov, neka ekstra poteza in tako naprej, ampak generalno to, kar mi trenerji zasledujemo, je bilo tega ogromno prisotno. Tako da jaz se iskreno veselim s fanti te tekme, oni so si to zaslužili. Jaz mislim, da polne stožice nas lahko, bom rekel, ponesejo v neko ekstazo. Jaz, bom rekel, pričakujem nek čaroben večer, neke nove senzacije. Da vam je tekma v NATO dala kakšna nova spoznanja, ko ste šli pogledati? Je, marsikaj je. Ena stvar je video, ki pač daje, bom rekel, nek občutek, druga stvar je pa stvari, ki jih vidiš v živo. Dejansko so mogoče bile stvari, ki si jih ne bi želel videti, ampak to so dejstva. Vemo, zakaj so nekateri igralci tukaj vredni. Fanti so dobili čisto realno sliko, tukaj nikej. Tako da ja, marsikaj bom rekel za videti takšnega, ki si mogoče ne bi želel. Koliko slabosti ste pa fantom predstavili tekmeca? Pa ima. Na nekaj elementih boljši od njih. Sigurno se bom boljši grel. Težko je govoriti, ker gre dejansko za evropski, mislim, dejansko je njihov model igre takšen, ki bi si ga tudi sam želel. Sami boste videli hitre prehode, videli boste mene 2-3 rotacije znotraj kontinuiranega napada, videli boste, bom rekel, vso hitrost, videli boste v zadnji tretjini natančnost podaj in tako naprej, videli boste višino, moč in vse tako. Gre za kompletno ekipo, še enkrat, evropski velikan. Smo našli stvari, ki jih želimo delati, stvari, ki jih želimo preprečiti. Predvsem pa smo našli, mislim, da strategijo, kako tekmo peljati v našo smer. Kako zdaj gledate na to, da imate prvo tekmo doma, recimo v primerjavi s Freiburgom, ki je obratno? Za nas
še enkrat, sanjamo velike stvari. Mi ne samo, da želimo to tekmo odigrati, mi želimo v teh 2 tekmah bom rekel, odigrati na ta način, ki bi nam omogočil senzacijo. Tako da iz tega vidika se taktika ne bi spremenila. Je predvidena, ne vem, karantena pred to pomembno tekmo, ali boste pustili, da v bistvu neka sproščenost ostane, da se ne bi zasičenosti igralca do igralca prišlo, glede na to, da veliko trenirate, veliko ste skupaj? Ja, se strinjam, ne, procedura ostaja ista in ne spreminjamo. Jaz sem parkrat že dejal, da smo več nekako mi skupaj kot pa svojim družinam v tem zadnjem obdobju in ne želim, igralci želim, da so v svojem okolju sproščeni, maksimalno so fokusirani na tekmo. V tem obdobju smo dobili eno maksimalno zaupanje en do drugega, da oni točno vejo, kaj si želim, kaj se dela pred tekmo, en dan, noč, zjutraj in tako naprej. Tako da tu z moje strani, dokler se stvar teče, tako teče, ima maksimalno zaupanje in tukaj ne rabimo iti v nobeno drugo varianto. Bi se lahko zgodilo, ker ste že izločili Freiburg, da bi vseeno Marseille pocenil? Ali je ta faktor že izključen s francoske strani? Ne vem, jaz mislim, da glede na to, za kater rang tekmovanja gre, kaj to prinaša, jaz mislim, da z njihove strani ne bo podcenjevanja. Oni so profesionalci. Ne verjamem, da bi oni, bom rekel, prepuščali karkoli na ključ. Igralci ne rabijo dodatne motivacije, pa vseeno imate pri začetku treninga vedno nek govor, ona se ga malo zamudi, bronzine. Kaj podarite torej na začetku treninga, da je še dodatne motiv? Hec. Dejansko hec. Uživamo v teh momentih, ki jih v celi sezoni ni veliko. Fantje so, bom rekel še enkrat, jaz sem ekstremno vesel v zadnji tedni, kar se nam dogaja. Če prijete pogled treninge, jaz mislim, da fanti uživajo, da je stvar res na smislu avtomatizacije, zares je lepo, bom rekel, v tem trenutku biti trener Domžal, trener te ekipe, ki kaže, mislim, na ene dobre igre, vsi se zavedamo, da pač uživamo v tem trenutku, kajti bomo videli, kaj se bo zgodilo po vseh teh 2 tekmah. Kakšen je pa Repas, glede na to, da se te informacije pojavljajo, da je veliko zanimanje francoskega prvoligaša za njega, je tudi danes recimo bil z glavo zelo pri stvari, ker vemo, da je en ključnih mož na igrišču, kadar je na igrišču. Je bil, s fanti smo v kontaktu 24 ur na dan, če je treba. Mislim, da imamo en zelo dober odnos. Z Janom smo vse stvari predebatirala. Stvar je odprta, stvar je, bom rekel, mirna. Mi smo zato tudi, da upravljamo svoj posel. Marsikatera stvar ni odvisna od nas, tako da jaz mislim, da je fant na mestu, čiste glave, točno ve, kaj nas čaka v četrtek, vse ostale stvari pride za tem, tako da jaz mislim, da je vse v najlepšem redu. Če neč vprašanj, najlepša hvala. Se vidimo v četrtek v Stožica. Hvala.